kritiškega simpozija. Pogovarjamo se z glavnimi akterji. Jaz se bom navezal, kot sem že najavil, najprej na to, da je bilo prvo vprašanje, ki sem si ga sam postavil, ko sem prebral, kdo je pravi kritik, to je osnovno vprašanje, ali je to sploh pravo vprašanje. Mislim, konec so tudi med referati smo slišali to, da na koncu dneva sploh ne vemo, a obstajajo trije ljudje, za kjer bi lahko rekli, da so pravi kritiki v tem trenutku, ali pa tudi mogoče v zgodovini slovenske kritike. Zato je moje prvo vprašanje, v bistvu, če bi mogoče lahko celo preoblikovali vprašanje v kdaj je nekdo kritik. Se pravi, ne samo v takem klasičnem vprašanju termina, časovnega, nekega daljšega razpona, ampak tudi, a je mogoče neka komponenta dejanja, to gremo se najavno, recimo, kdo je kritik, vprašajmo se, kaj dela, kdaj v njegovem delu nek kritik postane kritik. Robert se je navezal, se mi zdi malo s tem, ko je postavil smernico drugom, pa se je vprašal, kje je kritik, se pravi pozicijo, pa bi mogoče s tem začel, a je to plodna iztočnica za začetek pogovora, pa nekaj začetka na eni od dveh ljudi. Mogoče da še malo zbere misli, ja, si imamo malo glasbe za lahko pred drugim koncu začnemo. Ja, lahko, komod. A se mogoče zdi pravilno začeti na ta način? Ja, mislim, da to vprašanje, ki si ga zastavil, se mi zdi tako zelo tudi praktično, to se pravi, da čisto v vsakdanjem govoru ali pa našem razmišljanju o tem, ko nekoga doživljamo kot kritika, je najbolj vezano na to, kdaj o tem razmišljamo, skozi nek lik. In ravno prej smo recimo razmišljali o tem, ko je Marko Pogačar vprašal, kdo je recimo nekdo v slovenskem prostoru, ki dolga leta kontinuirano piše, poudarja, da kontinuirano piše, pa ne piše beletristike. No, in to je recimo Matej Bogataj. To se pravi, to je nekdo, ki piše literarne in gledališke kritike, ki pač ni urednik, kolikor vemo, ne objavlja svoje beletristike in kontinuirano objavlja. Posledično tudi bralci lahko ne samo, da ima ali pa da za njih lahko ta prepoznavnost njegova oziroma strinjanje z njim, ker mislim, da bralci, kritiki, ki so običajno, po mojem mnenju, predvsem avtorji sami, uredniki in ta krog iz literarnega sistema. Širše mislim, da zdaj v tem trenutku še ne gremo, ker mislimo verjetno res na specializirane revije, to je vprašanje je bilo najbolj mišljeno res na te glavne medije in specializirane revije. In potem seveda je gotovo kot avtorski slog na ta način, kako delo obdeluje in kako postavi sodbo, oziroma kako te tančice, ki smo se jih tudi dotaknili v referatih, če ne gre za sodbo, kaj pa neko vrednotenje, kaj pa gre mogoče za od tega, da se niti ne preveč opredeli, da se pa zelo navdušeno opredeli, takrat, ko je delo res odlično in to pač izpostavi in je to jasno, to se pravi, da ne moreš potem poznati več njegovih del, kako piše, da pravzaprav te nijanse ali pa da sploh ta vrednostni sistem ti kot bralec ali pa slednik temu kritiku prepoznaš njegovo sodbo oziroma vrednotenje. To gotovo drži, ampak tako ob tem smo pa tudi vsi v referatih popazili, pa tudi tako, ko se zdaj ta 2 dneva pogovarjamo, da je običajno to kratkotrajna dejavnost in da potem pač prihaja ta poklicna začasno oziroma ponikne za nekaj let ali pa se to neko kritiška misel dejanja skozi druge poklice, predvsem uredniške, kako je bilo znano že od nekaj. Tako da mislim, da tvoj zastavek se mi zdi zanimiv, zato ker se mi zdi smiselen tehten, zato ker se mi zdi, da je točno to tisto, kar se mi sprašujemo in kar pravzaprav vrednotimo. Konec koncev pa je to tudi nek
klasifikator poklica, ko se prijavljaš, obnavljaš status ali pa prijavljaš na štipendije, stvari ne smejo biti zastarane, ne? To mora biti sprotno, to se lahko prijavi samo takrat, ko je za zadnji 2 leti, ker tako pogoji razpisni. Skratka, zelo smo potem ujeti. To je vprašanje, ne? Od tega, da sem najprej rekla, da se mi zdi zelo tako splošno, da tako mi razmišljamo, ne razmišljamo samo mi tako, ne? Razmišlja tudi sistem financiranja. In to pa je vzvod moči in podeljevanja konec tudi potem ugleda, ne? Ker vseeno nekdo, ki dobi za vsako kritiko minimalno 180 evrov, ne? Potem lahko tudi vsaj delno se preživi oziroma vsaj delno si svoj mesečni income tako zagotovi, medtem ko nekdo po vseh teh stvarih porazlagam, to spravi podpore jaka ali pa ni na statusu kritika, torej poklicne dejavnosti s statusom, tako pa subvencionirano vsako delo plus možnost za prijavno štipendije, potem, če tega nima, mora nujno obravljati neko drugo delo in je to čisto praktično, potem tudi ugled gotovo manjši, zato ker koncu število kritik tega drugega kritika je manjše, ne? Ja, res. Mogoče, če gremo naprej, imaš kakšno repliko, z obeh vidikov mogoče, in z tega čist letnega vidika, se pravi karijere, in pa tudi mogoče, kaj je komponenta, a je, recimo, ti si se konkretno tudi dotaknil za pa sodbe, a je mogoče obstaja neka komponenta znotraj same kritike, ki naredi tako imenovanega pravega kritika. Ja, ne vem, mislim, ne bi hotel na nek ta, na nek mogoče ta esencialističen način govoriti, ali pa da se išče zdaj neke čiste primere tega, pač, kdo ne bi bil kritik. Zanimivo, no, da se to, kar si ti rekla, ne, pač, pa kar je v bistvu tudi Moanis rekel, ne, da se razume pač nek pojem v smislu to, kako je v neki družbi ali pa mikrookolju uporablja, ne, da je pač čist uradno kritik nekdo, ki napiše 50 kritik na 5 let in dobi ta status nepotrjen, ampak tako da se vidi, da to so neki tehnični ali opravilni termini ali kakorkoli. Včeraj je bilo neko to vprašanje, kako se more kritik pa influencer ločevati, recimo tukaj, pa se mi zdi, da to tudi, da je to mogoče vprašanje ali pa bojazen za pač kritiko, ki že sama mogoče drsi proti influencerstvu in jo influencerstvo s pojav influencerstva razgali, da pač se mogoče niti ne razlikuje to od nje, ne? Tako da je potem pač neka ta bojazen predvznik influencerstva kot grožnji kritiki pač bolj simptom mogoče nekega načina pisanja. Drugač pa, ja, no ne vem, vse se mi zdi, da jaz bi se itak tukaj zdaj bolj ne ponavljal, ali kaj, ja, pač se pravim, to razumeti kritika na nek ta način, kaj po eni strani, ja, kaj pač vse njega ali njo, karkoli, no, pač preči, ali kaj, katere pač sile tukaj delujejo v odnosu pač do dela in izražanje tega. Pa se ti zdi, da obstaja na podobnost, mislim zdaj čisto tehnično gledano, ampak tako med te dvema vprašanjima, se pravi tem, ki si ga potem pa ti postavil, se pravi, kje je kritik, ta pozicija njegova, mogoče do dela samega in pač same mogoče neke komponente, ki jo potem že sam dela, ne, se pravi, kdo je kritik, pogled, kaj dela. Ne razumem. Tako, če se prav pozicioniraš v samem štartu kot kritik, ne, do dela imam tako odnos, ne, in to tudi vpliva pač način, kako se šlo v zadeve. Pa ja, se to je, mislim, ja, se to je, da se mi zdi, da itak imaš fulkrat neko začetno pričakovanje, oziroma ne vstopaš nikoli go in boss, pač v nekaj, ne.
In to je, mislim, no, sej, v bistvu tukaj mogoče lahko grem tudi malo kontra sebi, da obstaja pač neki silnic, ki ti pač delo, ki ti strukturirajo vstop, še preden pač ti prebereš prvo stran, pa vidiš naslovnico ali nekaj, ampak ni vse od tega pomembno, valjda, ne, ti si pač tukaj je kritikle, pač ni nekaj samo brezumna mašina, ki samo pač trasira vse, kar se dogaja, ampak je mogoče moment, ko kritik vznikne tudi nek ta moderator oziroma izbiralec tega, katerim tem silnicam, ki jih prepoznava, bo sploh v končni fazi dal glas, pa koliko so pač relevantni za to, za pač njegovo kritiko nekaj. Ja. Okay. Meni se zdi samo kot dodatek, da se ti odlično na vprašanje, kdaj nekdo kritik, ki si ga sicer si zastavil v referatu, malo drugačen, ki si odgovoril, ne? Torej s tem filozofskim razmislekom, kako gre kritik s tekstom in kako v tekstu se on, ne? To pravi, da je polnoma, zdaj govorimo pa o drugi ravni, ne? Torej moj odgovor je bil čisto ta praktičen, tle ko govorimo o tej, ne? O vsemi esenci kritiškega Od nekem platonsko-deluzovski vidal, Ja, ne si smešen, zato, ker se tu itak mislim, da je ta antagonizem itak prisoten tudi, ko hočeš zavzeti, ne samo eno pozicijo. Ne. Jaz mislim, da to nevedno kritik počne, ne, se sprašuje. Pravzaprav mislim, da to meni se je zdel odličen kraj, zato ker je ravno ta premislic vidi skozi na tapeti, ne. Vsi kritiki pravzaprav, ne, drugače, ne, če so to leta, jaz se spomnim, moj nekdanji partner, on je prišel do točke, ko se je odločil, da pravzaprav se zataknil to, da lahko samo še reproducira eno in niso. Spravi, da je to tak moment, ko moraš malo čak izstopiti, da vidi do tega premisleka in izstopiš spet v kritiko, ali pa tudi ne. Ko si samo ujetnik, si neki svoje šablone, ne, ko si ti zaznaš, ampak to je samo premislik, seveda, ne. Ja, se mogoče je bil to moj tako sklep, ali to vsaj namik, ne, da je mogoče pa res nevarno, ko enkrat zapadeš v neko recepturo. Pa da morda ta biti pravi kritik sploh ni neka dobra komponenta vsega skupaj. Kako pa mogoče tudi na to gledati? Pa, za početak mislim, da, kako bi rekel, ovaj banalni dio je na neki način nije nevažan. Ovo čem je Petra govorila, ove, kako bi rekli, tehničke definicije, kako god ih definirali, da je to neko osoba koja kroz određeno vremensko razdoblje kontinuirano piše neki tip tekstova. Sad, instanca koja to priznaje je različita. Ja, bar koliko ja znam, u Hrvatskoj nema nekog društva književnih kritičara, to je institucija koja bi verificirala status kritičara. Doduše, može se biti samostalni umjetnik u ovom zvanju, se može biti kao kritičar, pa bi to mogli uvesti kao neku, ajmo reći, institucionalnu verifikaciju statusa, ali hajmo reći da to mora biti neko ko je nekim tipom konsenzusa u polju priznat kao kritičar, znači ne samo da kontinuirano objavljuje taj tip tekstova, nego u današnjim uvjetima i da mu se konsenzualno priznaje određeni tip profesionalnosti i verziranosti u materiji, jer unazad 20 i više godina smo imali vrlo jasne kriterije. Imali smo onaj ko se mogao probiti u medije, u stručne časopise, revije i to, ili u mainstream medije sa kritičkim tekstom, to je već značilo da ima razinu neku pismenosti, pošto su postojale ozbiljne cut-off institucije, uredničko, izdavačko i sl. Danas sa proliferacijom novih medija i sa demokratizacijom pristupa polju i općenito sa redukcijom te mašinerije, tih stepenica do kojih uopće moraš doći, je ipak teže mora postojati neki prešutni konsenzus profesionalne zajednice da je neko kritičar, a ne, ajmo reći, neki amaterski komentator književnih proizvoda na nekom blogu ili svejedno u nekom štampanom mediju. A sad, ali ajmo reći da mi se čini koliko god je i to malo onako vague sve i nategnuto i neke stvari se uzimaju kao očite, a zapravo i nisu možda kad bi ih išli dekonstruirati. Ali hajde reći da bi tu se nekako, mislim, lakše složili svi. Ja sad imam ovaj dio gdje je zanimljiva meni ova Moanisova
razlikovanje između kritičara i influencera. Jer, hajmo reći da smo priznali da je osoba kritičar, da ima neki tip verifikacije i to. Pa ja bi uvijek zagovarao opciju da znači da kritičar je i neko ko se ne libi uvesti aksiološki princip u tekst. I to je problematično kad, znači, ili vrlo jednostavnije rečeno, netko ko jasno pokušava vrednovati tekst o kojem piše u svom tekstu. Sad, gdje je tu vidim problem s ovim influencerstvom? Načelno, ja nemam nikakav problem da ljudi pišu samo o knjigama koje im se sviđaju. Načelno. Ja osobno ne priznajem im status kritičara, jer u kritici vidim nešto, neki tip, na kraju krajeva, predispozicije, volje i prihvaćanja da ulaziš u neki tip konfrontacije i da svoje mišljenje si spreman izložiti, argumentirati i braniti bez obzira da li je ono pozitivno ili negativno. Dakle, ja bih uveo tu onu možda ovako ad hoc distinkciju da je kritičar onaj koji je spreman po svojoj savjesti pisati o bilo kojoj knjizi koja mu dođe na stol i to javno objaviti. Sad, gdje imam problem s ovim, zapravo tim je to zanimljivo, nisam to stigao promisliti, to sa influencerstvom. I to je, kad kažemo influencer, to zvuči nekako, to sad koristim generički ove muške rodove, nemojte mi zamjeriti, ali kad kažemo influencer generički, to je u startu vrlo pejorativno, ima konotaciju. Sad je to, problem je što ti neki ljudi koji biraju pisati isključivo pozitivno, zapravo pišu, mogu pisati analitički vrlo dobro, zapravo pisati tehnički vrlo zanimljive, dobre, čitke, pismene tekstove. I sad, to je sad problem, hoćemo li i njih zapravo onda nazvati influencerima ili ćemo ih jednostavno smatrati, ne znam, komentatorima, recimo taj status recimo nisam sa sobom raščistio, što jednostavno mislim da je sve više zapravo takvih aktera u književnom polju koji zapravo vladaju materijom, ti tekstovi su sasvim u redu, većina nas bi vjerojatno čak možda ne bi uopće imala ni previše kontraargumenata, ni tehnički, ni na možda sam sud u knjizi, ali jednostavno, kako se to kaže, u Zagrebu ne bi se štel mešati, znači, mislim kao, sad, kažem, ja sam sklon da, recimo kao urednik kritike dugogodišnji u raznim časopisima, ne surađujem s takvim ljudima, odnosno da im priznajem njihovu, kako bi rekao, njihovo autorstvo, njihov kritički diskurs, ali ja njihove tekste ne želim objavljivati, ili ću im objaviti jedan tekst godišnje ili nešto. Po meni, kako bi rekao, želim surađivati s kritičarima od kojih znam da će mi jednostavno o čemu god se dogovorimo da će pisati, da ću dobiti njihov sud kakav god on bio. I jednostavno me ne zanima to da od nekoga, da ja budem, nešto za što ja radim, da to bude ispostava za objavljivanje nečije police najdražih knjiga te godine. Mislim, tu vidim taj jaz. Nisam siguran da je to onda još uvijek književna kritika i kritička rubrika. To je onda nečiji privatni reklamni prozor, mislim, i tu onda je tu ta preklapanje tog semantičkog pojma sa influencerstvom. Kažem, nisam još sam sa sobom raščistio i možda nam treba terminološki malo stratifikacija tu, ali svakom je to zanimljivo. Malo sam bio izvijem. Samo nisem pomislil, predem se bom čist kratek, influencerstvo kot pozitivno pisanje, se v bistvu so sprednje besede, mogoče lahko tukaj vidiš kot neko usporednico, ki je pač itak vedno zelo naklonjena izhodišča, ki iščeš v delu neke stvari, ampak tako mogoče problem te razlike ne pač v tem samem statusu, ampak v institucionalizaciji, se pravi pač mene influencerji ne mote do trenutka, ko bi se to začeli mogoče mešati v
v neke statuse kritika recenzenta. Ne? Se pravi, pač, da je tukaj mogoče ta problem razlikovanja postane pomemben, ne? Ko se pač razdeljuje. Ne? Se pravi, da to gre v najboljšem primeru ne, pod čist nek drug department, ne? Se pravi, promocija književnosti, za katero je odgovoren kaj za nekdo. Marketing sektor. Influencerje pričakujemo, da bo lahko preživel na trgu, ker deluje na tak način. Ja, no. Ali pa dela to na nek način ljubiteljsko in dobiva pač neke injekcije, majhne žepnine, strani založb in tako naprej. Mogoče res ne bi predstavljala, da ti sem to razložiti, ker jaz, ko si včeraj to uporabil in danes, sem to razumela bolj kot neki ljudje na spletnih družabnih omrežjih, ki pač nekako promovirajo določeno knjigo. Sama zdaj, ko to poslušam, razmišljam tudi o nekih mnenjskih voditeljih, nekih starejših naših kolegov, ki se to sliši in so v nekih krogih in tako do neko te ne moreš ne slišati, ker sem včeraj govorila o tem neki upetosti v določene literarne kroge in krogotočja, ne? Tako da dajmo mogoče res povedati, kaj je to točno. Jaz ne vem, jaz mislim, res da misliš samo na spletno. Ja, splet najbolj opredeluje, mislim, influencer, pa mnenjski vodja se do neke mere verjetno dopolnjuje. To, kar jaz razumem kot influencer, se bilo verjetno nekdaj prisotno v kolumnah, recimo. Ne? In kaj jaz vem, vedno smo imeli pač ljudi, ki so v kolumnah se predelovali do nečesa. Marko Crnkovič je bil neke vrste influencer, ali kaj. Rekel bi sam pač, da govoril sem, nanašal se specifično na določeno področje influencerstva, književno, ki začenja predstavljati določeno vprašanje in se različni ljudje tako ali pa drugače nanj odzivajo. Ne? Kot smo že ugotovila, mogoče z Robertom, da se nekatere tudi pretirano na to odzivajo, ampak pretirano negativno hitro pride ta neka slabšalna sodba. In ja, ta pojav v slovenskem prostoru je vezan na družbena omrežja. Zanimivo je, da skoraj izključno gre za ženske, pač, ki promovirajo literaturo, dobivajo knjige od založb, jih poslikajo, kakšen odlomek objavijo, so neprestano aktivne in to je kar fascinantna zadeva, čisto tudi sociološkega, pa komunikološkega, zdika študij medijev in tako naprej. Zato sem pač omenil, ker se to vprašanje samo po sebi ljudem zastavlja. Ni to vprašanje, ki sem ga jaz izumil, ampak je bilo tudi meni postavljeno, zato sem ga tudi vključil. Ja. Kje pa potem mogoče vidiš, a je kakšno srednje polje, kjer se pojavi pač ta moment, ko se samo nekdo res ljubiteljsko spravi sam od sebe, pa enostavno reče, zdaj bom pa svoj blog postavil, naprimer, pa bom vzel knjige, pa bom spet mogoče tisti moment, ki ti zmanjka, ne, brez urednika sam filo tisto, kar mi je všeč, pa lansiral naprej. Se kukar jaz opažam, gre pri teh influencerjih v izhodišču za eno veliko zavezanost dejansko književnosti. In je vedno tako, pravzaprav se začne. Kukar razumem, pač njihov vlastni hype, ki ga usprejo zgenerirati, pač povzroči, da stopijo na področje financiranja. Kukar jaz razumem te stvari. Če se nekaj narobe razumem, ampak ni influencerstvo vendar to, da ti lahko vplivaš na neke širše kroge. Mislim, ker zdaj, če jaz prav razumem, mojalnosti pa omenjaš te bloge, te, ki imajo pač neke... Ja, govorimo o ljudem, ki dejansko vplivajo. A oni imajo, mislim, a so v bistvu to sploh imena, Ne, jaz vem, o čem govorim o ljudem, ki dejansko vplivajo tudi, ki imam jaz izkušnje, ko sem včeraj rekel, da dejansko uspejo. Oni vplivajo na branje ali na mnenje o tekstu. Vplivajo na prodajo knjige ali vplivajo na mnenje o tekstu. Meni se pa to ful pomembno vprašanje. Ali vplivajo na to, ali je knjiga dobra ali slaba, ali pa pač karkoli o vsebini, ali vplivajo samo na prodajo.
ker po mojih izkušnjah drugače sam dodam tukaj, ne, jaz se kar strinjam s tem, no, ponavadi, mislim, pa jaz sem to zaznal tako, recimo v kakšnih lokalnih krožkih se vzpostavi, ne vem, nekdo, ki je zaposlen v knjižnici, na primer, ne, in že ima svoj krog ljudi, ki ga sprašuje potem, katero knjigo pa priporočate, naprej, in potem postavi pač neko spletno platformo, kjer po teh knjigah začne pisati. Meni osebno se tukaj mogoče res najbolj problematičen ta moment, pa tukaj zdaj, če bi imel Anjo, ne, bi se lahko navezali na tisti pojem industrije, ne, da enostavno res ni urednika, pa ni nikogar drugega. Verjetno bi tako v filozofskem diskurzu, lahko v platonskem nekem badijovskem diskurzu lahko rekli, da so influencerji na strani mnenja, medtem ko naj bi bili idealno, v tej neki idealni binarni delitvi kritiki na strani zavezanosti, spoznanja. Ja, kaj narobe z mnenjem včasih? Ja? Mogoče na to, ko je en dodatek, pa še nekaj na Markotovo, ne, zdi se mi, da je pri odzivu na influencerstvo oziroma na neko mnenjskost, ki pa je lahko tudi pri taki osebi, ki je poznana, kot recimo Manca Košir, in gotovo z bralnim krožkom in v neki širši javnosti potem nekateri pač te knjige kupijo in jih berejo. Ne? To se pravi, to gremo za ta za tržni princip, v smislu izposoje ali nabavljanje. To točno tako, kot si ti rekel. Ne? Potem imamo pa ta primer, ki ga je kot kritika v tem kritičnem smislu izpostavil Marko, in je rekel, da mogoče to sploh ne gre za nekoga, ki piše kritike, ali pa jih ne piše več, se mi zdi, da se pa zgodi na ravni, ko pa hoče neko vrednost. Torej, če meni nekdo pošlje nek tekst v pregledino mnenje, če ga že ima od nekoga, ki mu reputira na tem polju, ga sigurno prida zraven. Takrat ne da mnenje teh influencerjev, ampak da neke osebe, persone, za katero se predpostavlja, da meni nekaj velja. In včasih je to tudi pač pesnik, recimo za polje poezije, je to pač pesnik, ni nujno, da je delujoč kot kritik. Ne? Lahko pa literarni zgodovinar tudi zraven ali pa po izobrazbi. In to je pa tisto, s čimer tudi še pred leti pri Prišletih ne prišel kakor popis z nekim takim nespremnim besedom, ne recenzijo, ampak ja nekim pripisom. Ne? In to je pa ta funkcija, ko so pač te persone, ki niso kritiki, vendar ta kritiškost in sodba je očitno. Ja, tudi v tujini je pa to zanimivo, kako je v tujini tudi zelo uveljavljen ta žanr blurba, ki se pri nas nikoli ni zares uveljavil. Ja. Kar je neke vrste influencerstvo, samo da je objavljeno na platnici knjige. Ja. No, sam blurb bi ponovati pisali v bistvu lahko tudi zelo uveljavljeni avtorji, z katerih mnenje ne bi nekaj povedalo o zaupanju od tega avtorja in v kvaliteto njegovega dela. Utemeljeni so bili neki te avtoriteti. Ja. So še vedno. Čeprav nepodpisani, pardon, samo liha, taka asociacija, nepodpisani blurbi so bili pa že Mejak se jih, recimo, se je spotikal ob njih, ki je rekel, precenjena knjiga, ne, na blurbu, ne, precenjena, vsebina za nič ni podpisano, ne, in je fant bil podpisan zato, da se nekdo pač izpostavi, ne, pa da dejansko pač potiska naprej neko literaturo, za katero niti ne vemo, kdo stoji. Ne. Tako da... Tle smo po mojem odprli eno zelo široko vprašanje, katero smo se mi že prej pogovarjali. Ali tu se opet vraćam na ovaj pojem industrije i velikih i malih književnih polja. Tu su razlike, kako bi rekao, jedva su mjerljive. Jedno je nešto što, kako bi rekao, nama svima ovdje nešto znači ime, ne znam, Tomaža Šalamuna ili Hermanera, a sasvim druga stvar je kad blurb napiše opravi. Mislim, kako bi rekao, to je u principu nesumjerljivo, jako je teško to uopće dovoditi na istu razinu. Drugače prej, ko smo govorili, sem se spomnil recimo primera kritike enega filma, ki je bila izpeljana z argumenti, je bila prepričljiva, ta kritika me je prepričala, da gre za izjemen film. Vse ostale kritike, ki sem jih bral, so bile pa pač ali pa odzivi ljudi, ki jim zaupam, ki se spoznajo na film, pa pač ta film je zelo slab pač. In nisem ga še gledal, malo se nam tega lotiti. Ampak
Zanimivo je, kako te lahko tudi pač kritika, ki deluje povsem legitimno in prepričljivo, pravzaprav se izkaže za nekritiko ali pa izgubi v tvojih očeh ta status kritike z nadaljno interpretacijo, s tem, kad drugi teksti pride v igro, ali pa kad si sam pogleda zadevo. Ne? Tako da, če se ne veš, kaj Marko rekel, ti lahko, na koncu koncev lahko ti logično utemeljiš tudi fašistično ideologijo. Ne? Če greš premisa A, premisa B, sklep C. Važno samo, kaj boš le izbral. Ne? Skratka, vedno smo na neki meji nečesa. Ne? Tisto, kar iščemo, po mojem nek žmoht, ki se uveljavi, ki ga prepoznaš intuitivno, pa ki se vzpostavi po drugi strani tudi skozi kontinuiteto nekega kritika. In ta kontinuiteta je pravzaprav povezana z njegovo osebnostno integriteto, kar ni mišljeno nujno v nekem moralnem, etičnem, klasičnem smislu, čeprav je tudi rekel tako, ampak je mišljeno s tem, da ljudje prepoznajo, da ta človek zna rodariti ali pa iskati konfliktega, ki si ti rekel po tekstu in tako naprej. Tako da to je stvar, vse je vejk in vse je prav ni vejk, ker je tukaj utemeljeno na sami bravski praksi in praksi pisanja. Ne? No, ampak ni, oprosti, samo še tak dodatek, ne, ampak ni potem smisel tudi v tem, da je ta vstop, o katerem je nakazal, ne, Marko, vstop v tekst, ne, kritik ne bi vstopil v katerikoli tekst, ne samo zato, da je sposoben v bistvu neke negativne konfrontacije z njim, ampak zato, da sploh vstopi, ne, in da je toliko agilen in tudi toliko popolnoma gnetljiv in da pravzaprav izumi če tako rečem, izumi nek kritiški tekst na podlagi vstopa v to, sploh pri poeziji, ne, v neko pesniško zbirko, nek prvenec, ki je drugačen od nekega mainstreama, ne, ampak potem nastane to vprašanje, kolikokrat, če prebereš vse to, vse ne moreš ne vedeti. To stvari za kritika, po mojem, zelo dobro, dokler piše kritiko za neko knjigo, da v tej knjigi ne bere pred tem. Ker to pa nastopi vprašanje, kako recenzije. Ker potem nastane tle vprašanje avtorstva in kritika, ne, in tisti, ki pač smo, ne, tudi avtori, vemo, mislim, najbolj te začudi, da pride tretja kritika, ki točno vidiš, da črpa iz spremnega besedila, pa blurpa celo, in nič novega ne najde, se mora širi, ne, in te utruje. Ja, v bistvu si žalostni za to, ne, ker se vidi, da sploh ni natančno, ni prebrana knjiga, ne, ni prebrana, kot ti praviš, ni vstopil nekdo. Zato se mi zdi gažena nevednost, na nek način je en izmed mojih nasvetov za kritika. No, to je res res pomembna sila, s katero se pač kot kritik moraš spopadati, so biti tudi napisi na platnicah in tako naprej. Recimo, ne, ta knjiga od Marcela o Cankarju, ki se mi zdi, vse ima ful zanimive pase se vmes, ne, ampak to je pač enostavno, to je pač neurejeno, to je ful nekega ponavljanja, to ful ni razvijanja pač nekih test, ne, pač to bi bilo ful krajše, ampak imaš pač na naslovki od Žižka, ne, ta quote in ko boš, težko greš mimo tega, ne moreš... Moraš ne, mimo tega, ampak puto, ne? Ja, točno to, skozi to, ne, vse, kakor sem tudi včeraj omenil, ne, tudi ta njegov intro, ta video od Jele Krečič, od tega njenega romana, ni druge, ne, se to je v bistvu tudi na nek način, kakor intelektualstvo ali kritištvo zakamuflirano v influencerstvo in imaš spet pač te neke meje, kratajo še to bolj nejasne, še posebej recimo, ker ful kritikov recimo tudi piše sprednje besede, ne, in si naenkrat tako človek, ki mu kam mislim zaupam, ne zaupam, ampak no sej, kaj hočem reči, ne, ampak proti kateremu ne se pa tukaj moram v tej sprednji besedi zavedno boriti, zato ker se pač zavedam, oziroma se moram zavedati pač neke te pozicije, ne, s katerom mi prodaja vhode v ta tekst, pa pač nekaj kot kvalitete tega teksta. Ne. Ampak ali je pisec spremne besede enako piscu blurba? Ker jaz sem nekaj brala spremne besede, ki so bile tudi kritične do nekaterih elementov v tekstu. Ja. Blurb je pa, tako pri blurbu se mi zdi pa res zanimivo to, da
da je v resnici naročeno pozitivno mnenje. Ja, ali se sprejema besede, načeloma. Mislim, na blurbu je tudi, če je izsek iz spremne besede, je res poudarjena neka res kakovost. Jaz mislim, da čisto v vsakem delu pa najdeš neki kolar, ko izpostaviš del redu. Ja, ali pa interpretacija, kjer je zmerno osebna fascinacija, ne zdaj se poudarja. In to so žanrovi, to moramo biti, to su elementi industrije. I blurb, i spremne, znači predgovor, spremna beseda, to su, kako bi rekao, to su paratekstovi koji su industrijski kodirani. Mislim, puno nas je radilo i uredničke poslove, ja u opisu mog posla ili našeg posla je da se uz one naručene blurbove isporuči i urednički blurb, on jednostavno, to je mikrožanr, ima svoje zakonitosti. Mislim, vrlo mi znam, i ja vidim jako često da se reproducira upravo ovo što pričate, reprodukcija, ne samo blurbova i spremnih teza, nego čak ako se po nesreći pojavi kao prva kritika od nekog simbolički težeg imena. Iduće kritike se reproduciraju i to gotovo isključivo, vrlo rijetko polemički iste teze. Mislim, ja javno zagovaram to da i u knjigama koje ja potpisujem reći nikad nema, osim kod domaćih autora, pregovora i pogovora, osim ako autori baš inzistiraju. Ja zaista mislim da u knjigama domaćih živih autora nema apsolutno nikakvog razloga i da je užasno kontraproduktivno da postoji neki tip pregovora ili pogovora, jer on bez ikakve dileme uokviruje, to je onaj konjski oblav, on jednostavno potpuno nepotrebno zadaje neku formulu za čitanje nekog teksta i nema apsolutno nikakvog razloga, jasno kad je riječ o prevodu, da starom autoru, pretisku, promjeni konteksta, kada je važno, kada je nama kao čitatelju, mi bi rado malo konteksta, jer nam je to potpuno nešto plutajuće. Autori koji mi zapravo većinom najčešće osobno poznajemo, čitali smo sve njihove knjige, kakvi predgovori pogovori, ja bi to zabranio ono dekretu. Ja, pa ti vidiš kod je sam literarna sfera tista, ko kupuje knjige. Prijasničke knjige, naravno, koji drugi. Nije. No, skratka, meni se zdi... Ali samo oprosti. Ne, to se stvarane stvari. Oprosti, ali sve jedno, zašto? Za rezultat, oprosti samo zašto. Da li je substancijalno različito? Da li uokviriš pogled književnog kritičara ili nekog random čitatelja? Nije važno, to je jednostavno nametanje oglava za čitatelja ili čitateljicu. Nije, on je recimo, ti mi je govoril o knjižničari. Jaz sem bila 100-krat soočena z ljudmi, ki so načitani in ki so pač bralci, ampak enostavno nimajo stika s to sočasno, so recimo starejši, ne vem kaj, nimajo stika s sočasno produkcijo. In oni nimajo druge možnosti, kot da vprašajo knjižničarje. In so jezni na knjižničarja, ko knjižničar ne ve, kaj bi jim priporočil. Kako to ima veze s tem? Ne, to ima veze s tem, da v bistvu knjige ne funkcionirajo samo znotraj informiranega kroga, ampak v bistvu ti moraš računati na zunanji krog, ki potrebuje kakršnokoli informacijo, magari blurb, magari influencerja, magari ne, in ti si rekel, pač to je žanr industrije, pač ok, v redu, ne, ampak zdaj se moramo zmeniti, ali pač ne vem, mogoče je resnica treba potegniti. To se mi zdi tako ful inteligenten pojem, da uvedeš to ala industrije, čeprav jaz nisem prepričana, da književnost kadarkoli lahko imenuješ industrije, ker ima vedno zavestnega bralca. Ja sam samo rekao da su da je blurb element industrije, ali nisam za ukidanje blurbova, on je element industrije, on treba tu biti, on ima svoje ulogu. Jaz bi imela eno čelako, samo kratko repliko. Jaz sem jih najprej hotel navezati, da je mogoče pa to, kar smo zdaj izpostavili, pač stvar etike. Mogoče samo ena taka replika. Zelo zanimivo se mi zdi tvoje stališče. Samo če se spomnim, ali pa če pomislim na tisti kratek čas oblikovanja, ki sem ga počela, je težko dan danes izdati knjigo, vsaj za promocijske namere, pa za na spletno stran tiskovnih in novinarskih konferenc ni več, da vsaj nekaj je o knjigi, torej nekaj malega, ki bodi si, da je ali za knjižnice, ali za distributerje, za kogarkoli, nekaj mora biti. Tisto je neki blur.
In to naredi verjetno urednik, ne, predvidevam, tak je tudi selektor programa. Tle se strinjam. Ampak zdaj je pa vznik v našem prostoru od tega, da so bile spremne besede, do tega, da so bili kratki, za poezijo govorim, do kratkih spremnih zapisov, do tega, da je začel, mislim, da je bil prvi, zupam, ko je pripišnik želel, da ne bi bilo teksta, ali Miklavš, nekaj se ne spomnim, to je bil potem vznik enih avtorjev, ki niso želeli niti kratkega spremnega besedila, ki so si ga včasih tak nekateri avtorji pač napisali od nekoga, pač nepodpisanega, pa iluzorno podpisanega, torej je bil avtorski, je prišlo do tega obrata, da je zdaj vznik nekaj pesniških zbirk, mislim, da to postaja trend, da pa avtor pripiše spremni pripis. Imamo Mežo Zajc, imamo Barbaro Korun, vem, da to lahko deluje kot sestavni del knjige, ampak kaj je zdaj točno to? A to je neko kot priporočilo, kot pomoč bralcu, pomoč kritiku, da bo razumel tvojo poezijo. Meni se zdi tako, jaz sem strašansko začudena ob tem, oziroma se sprašujem, tudi v tem primeru kot pesnica, ne, a smo tako daleč prišli, da mora avtor dati svoj pripis za to, da bo vsaj približno prav razumljeno, oziroma pride do takšne situacije, ker recimo Neža Zajc je zanimiv primer, ker njena poezija pač kritiki načeloma zelo težko dostopajo in jo tudi radi omalovažujejo in tako naprej, tudi če si ne zasluži nujno tega. In razumem pač to neko frustracijo, iz katere pride ta želja potem, da bi nekaj mogoče stavek ali pa dva dodal. Zdaj za Barbaro Korun ne vem, kako je to. Nisem bral tega, no. Ampak kaj sem hotel prej reči, moramo se pa tudi zavedati, da pač nikoli ni bilo te čiste meje, ne. Zdaj nikoli ni bilo neke čiste, popolno etične kritike, če se samo spomnimo Marcela Prusta, ki je poslal na ne vem koliko časopisov pač zelo hvalospevne kritike pač za svoj izgubljeni čas in tako naprej. Ne. Ta neka nečistost, ta neka fluidnost, gibanje po spektru, tudi prevare, to se je pač vedno dogajalo in verjetno so se vedno o tem spraševali, samo pač v ta vprašanja se pojavljajo samo v novih formah. Zanimiv mi je tukaj mogoče ta moment, se pravi, da smo se s tem pojavom influencerstva mogoče premaknili še bližji temu, pa mogoče to, kar si ti omenila, bili znak tega, k temu, da dejansko razumemo, kakor smo prej že namignili, kritika kot brand, kot znamko. Recimo, jaz lahko mirno zase povem, da me sploh briga, v kateri knjigi kritik piše, bolj berem zaradi njegovega. A je mogoče pač nek premik k temu, ne vem, mogoče opažaš v tujini, kaj več tega kot nas, se malo pa, da bi bil to znak, to, da moraš avtor samo da sebe prelibirati, oziroma se postaviti za znamko s tem, da pač da lastno interpretacijo tega. Avtor kritik. Meni se čini da zapravo, kako rekao, ja nemam jako dobar uvid u neke stvari jer ne koristim društvene mreže. Ali mi se čini, kažem, možda je to pristrano, ja ne klikam baš najbolje sa tim, meni se čini da se puno više tog tipa auto-uokviravanja i auto-influencanja zapravo odvija u tim para-žanrovima ili lebdećim žanrovima, brzim žanrovima, navodno nekonzervacijskim, a zapravo vrlo konzervacijskim žanrovima. Te platforme naravno to sve čuvaju, sve je to pretražljivo i zapravo puno lakše, brže nego neke klasične kritike koje idu u nekoj reviji koja možda i nema internetsku stranicu i slično. Ima i dan danas i tekako puno. Tako da meni se čini zapravo da manje zapravo na neki način to neko službeno uokviravanje diskursa uokviruje kritički diskurs, ono može biti, kako bi rekao, može se shvatati ko neki autopoetički komentar koji neko je rekao ko je dio, neka vrsta autopoetike koja je dio teksta, može biti antipatična, simpatična, ovakva, onakva, može biti vrlo lako i polemička udica za kritičara koji može potpuno ići u konflikt sa tom interpretacijom, nekad je to zapravo super, nego ti ispostavi šta on vidi, nego ti zapravo jasno ispostavi
svoju sliku teksta koju ti onda puno lakše razbiješ ukoliko se ne slažeš sa njom jer imaš pome nečiji procede napisan. A s druge strane, ovaj tip nekog direktnog ili indirektnog, da tu ide nekad do potpuno perfidnih stvari, do nekih modernih tehnoloških verzija ovog Prustovog, to je meni recimo pa puno me više zanima ovako fenomenološki i ja tek sporadično otkrivam do kojih to radi, pošto ne sudjelujem u tome aktivno, sporadično otkrivam do kojih to dimenzija ide i kako taj neki suvremeni autor postaje zapravo u tom virtualnom prostoru jedna santa leda zapravo, mi mislimo da vidimo samo taj vršak tog nekog autorskog lika, a dole je taj neki ogromni oblak, taj ogromni uteg tog nekog internetskog, direktnog, indirektnog rada na nekom tipu promocije koji ide stvarno do nekih načina koji meni uopće nisu bili poznati, da nekad mi neko kaže da neko što ne samo ubije, evo te kao to ima, kao šta to sve, i onda čim ti neko kaže pogruntaš kako to sve funkcionira, i mislim to je nešto mislim stvarno izvorno novo što su omogućili i da to mislim da to nije, jednostavno nije postojalo prije kao fenomen. Pa to sam na neki način sam jaz kot autor recimo to nekdo, ki ima zelo močno v smislu zelo prisotnost na družbenih mrežah, včasih se mi zdi, da so, ne vem, moji statusi na Instagramu, story, pač moja najbolj brana literatura. Včasih slišim, da je nekdo v Ljubljani neki govor, da so se pogovarjali o mojem tem. Pa tega ne počnem zaradi promocije svojega knjižnega dela, počnem pač iz neke svoje hiper-ekstrovertiranosti ali pa iz neke strasti, ampak sigurno se persona na ta način vzpostavlja. Ampak vseeno se mi zdi, da ni nujno popolnoma novega. Včasih si pač šel v salon in si igral dandija ali pa nekega ekscentrika ali pa tako si neko karizmo zavedno ali pa nezavedno gradil, kar je bilo tudi neko to delo na socialnem kapitalu, ki je vzpostavljalo to avtorsko figuro samo za mali krug ljudi. Za manjši krug ljudi, ja. Da lahko pač ne govoriš 500,000 ljudi, 500 ali 1000, ne mislim, da je 500,000, nekdo tudi, ja. Vprašanje karakterja. Ja. Vprašanje karakterja. Sigurno se v našem poklicu do neke mere je vezano, ker smo na nek način, vsaj javne persone, naš karakter je vezan z našim delom in vplivom, ki ga bo naše delo imelo. Mi sami smo paratekst naših knjiga, veš. Ja, sad moram reći... Sem se reče po moje pol javna, ne? Pol javna, ampak... Mi smo pol javna, to ni nekaj širša. To smo mi, mislim, to je neka pol javnost v smislu res zamerjena, neki literarni ali pa morda kulturni svet, ne? Širše pa jaz ne reči. To je zanimivo zato, ker Malmer, ko je pač on šel na Kačurja, se je v bistvu spopadel z literarno zgodovino, ki je Kačurja brala glih kot nadaljevanje Cankarja in se pravi in njegovega političnega, socialističnega delovanja in tako naprej, in so ga brali pač res po tej špuri, se pravi prosvetljenec, ki hoče tam učiti ČD, čeprav je v resnici šlo, mislim, v resnici, se pravi po tej Malnerjevi liniji, ki sem jaz pač naklonjen, bolj glih, oziroma prej, za neko obračun z lastno prakso oziroma kontra. In je spet smešen, kako se je, zato ker se mi zdi, da imaš tukaj neko to distinkcijo, kritika je ful vezana na sodoben plac in mi tukaj ne moramo odmisliti fizičnih pojavnosti avtorjev in vse mašinerije in sil, ki vplivajo na recepcijo, ampak smešen je tukaj bilo glih to, da se je še v neko vedo, ki ne bi bila kot nadzgodovinska, se je opisala točno neka ta recepcija. Ampak se mi zdi, da je končna poanta. Recimo, mi smo imeli na prebrancu, ko je še obstajal, se pravi kot nek odvod mladih rim, je bila neka ta dilema, ker pač je neka ta veljala neka ta politika, da pač avtorjev se ne predstavlja, se ne sprašuje nič, oni samo pridejo tja in preberejo stvari, da so pač čim bolj čisti. Ampak
to ne obstaja, ne, se pravi, pač to odstranjevanje vsega tega, da bi mi prišli direkt na delo, ne, to je pač to je preživeto, to ni... Mislim, že sam z tega vidika, da na prebrance pride, po prebrance res imel brand zaradi mladih Rimov, pa že nasploh pride na literarni večer, pač 20 tvojih prijatelj, pa 20 prijatelj tistih. Mogoče da čisto praktično. Ja, čisto praktično. Mogoče samo to, kaj pa če bi razumeli to, da avtorji želijo svoj avtopoetski tekst zraven oziroma svoj pripis knjigi, lahko razumemo tudi kot prizo kritike, sodobne poezije. Sigurno. Tudi Strniša, recimo, si je Strniša napisal ta svoj dolg tekst, glih zaradi tega, ker je bil ne štekate. Ja. Ne, ker greš včasih greš naprej, sploh če je nekonvencionalna poetika, da predvidiš, kjer neumne napake bojo delali. Ja. In hočeš, da pač te napak ne bi delali. No, naj izkoristim trenutek. Navodila za uporabo. Naj izkoristim trenutek, tako kot si ti kot avtor povedal en svoj drobec, no bom jaz povedala svojega, namreč jaz sem pri drugi knjigi imela tako, spontano je bil nek pripis pripisan, ampak ker je šel pri Sončnicah in imajo neko formo, kako mora biti, so rekli, to pač ne sme biti. In je bil samo pač zraven en pripis selektorja, oziroma tega, ki je izbral, in je šel zelo v duh neke, bom rekla, linije duhovne poezije, in je knjiga večinoma bila tako sprijete, ne. Z mojim pripisom gotovo ne bi bila, čeprav bi zelo kratek. In zanimivo, prelom s to interpretacijo se je zgodil samo v eni kritiki, ki je šla v družini. To je... Sorry, ampak je res. Paradoksalno, ampak tipično. Mislim, najbolj pomisljivo je, več dimenzij bilo odkritih in vse, in predvsem čisto eno... Tudi z mojo zadnjo knjigo nek način so dobre interpretacije, ampak je zelo šlo v to smer migracije, islam in tako naprej, kar je prisotno sigurno, ampak vendarle ni to neka taka zaščitna znamka, da bi lahko rekel, vendar ima poezija, te stvari vstopajo na drugačen način v poezijo, no? Mislim, nasploh. Klepo tako se čutiš samo, opaziš siromašna branje, ne drugo. Ja, pa niti ne bilo siromašno, ampak se to kar prelepi nekak na tebe, veš, pa na knjigo, veš. To tudi, ampak predvsem to, da ni šlo za to pronikanje v nek tekst, verjetno pač se preveč opreš na to, kar smo rekli, ne, pač prej. Ampak dobro, očitno se vrtimo. Pa smo spet influencers v blagovnih znamkah. Mogoče pa fali kakšen prostor, kjer bi se enostavno ta mnenja združila skupaj, da bi enostavno obstajale neke odprte strani časopisov, kjer se kresnejo kritiki med sabo mogoče. Časopisi, ne, mislim, tako se vidi, da je to ta neka, mislim, če ne govorimo to, ko smo prej omenjali to institucionalno komponento, pa to financiranje mi je pač ta nek strah pred influencerstvom kar neki. Ampak se mi zdi, da pač nam vrne neko refleksijo glede tega, koliko je pač sploh naše delo ali kakorkoli dostopno, koliko pride čez, ne, če se že ozre, mislim, recimo publike bi danes lahko tudi malo ampak čisto v tem smislu, da je mogoče literarna kritika tudi ostala od zadnji, tukaj, da pač tako še ne zna zares uporabljati vse, kar je dostopno. Recimo, kaj bi lahko imeli, ne? Pač sej več ljudi piše v neki knjigi, ne? Recimo, če bi zdaj obstajal nek podcast, ne, pa da povabiš pač tako dva kritika, ki sta pač nekaj že prebrala, pa pač že premislila, ne, pa da se tam nekaj dogaja, pa da je pač to tako polno dostopno. Se ne, da bo tako ful ljudi to poslušalo, ampak pač teren tukaj imaš, ne, in... No, za poezijo to mi delamo v tem mojem kritika v živo, ne, nova knjiga skozi kritiko, in zdaj, kar je pač spletno, kar je pač pozitivno v negativnem, ne, je to, da so
vse stvari pač posnete, ki so zoomirane, ne, in ogledi so in se odzivajo. Gre pa samo res za poezijo, no, enkrat na mesec, ti si malce. A nisem rekel. Osnovno vprašanje je, se pravi, kdaj je kritika, a ne, ali kje se počne kritika. Ampak se mi zdi, da tukaj treba razrešiti vprašanje, v kakšnem prostoru in času, se današnji kritik umešča. Ker še pred, recimo, 3 leti, 5, 10 se ni umeščal v isti prostor, ki je pač hiperdemokratiziran in še enkrat pa, če se vračamo v bistvu k temu pojmu industrializacije, a ne, v bistvu ne toliko industrializacija v bistvu enega produkta, ampak prezasičenost v bistvu produktov, ne samo knjižnih, ampak vseh, s katerimi tekmuje prezasičenost samih knjižnih produktov. In se mi zdi, da v bistvu, če definiraš prostor, v katerem, ali pa to morje, v katerem pač kritik plava, ga v bistvu lahko razumeš njegovo pozicijo, da on kdaj se lahko pač postavi in začne biti kritik, ker njegovo mnenje v resnici bolj kot profilirano dejansko obstaja in ga dejansko bereš, kot si ti rekel tim, ga bereš kot osebno, se pravi kot avtorja in ga bereš zaradi njega samega. Ali ga pa bereš kot fenomen svojega časa, ki se odziva na, mogoče si razočaran nad njegovo kritiko, ampak itak to razumeš v družbenem kontekstu, kakršen je, skratka bereš ga kot avtorja. Ampak osnovno vprašanje je pa, v kakšnem kontekstu se sploh umešča. Če govorimo mi danes o Kermavnerju, Kermavner se umešča v čist drugačen kontekst, v kakšnega se umešča današnji kritik ali pa kritik pred 15 ali pa 10 leti. Ker takrat, ko sem, ne vem, jaz začela pisati kritiko, je vladalo strah spoštovanje, da ti ga kar bori kritik. Danes se mora kritik boriti v bistvu zato, da se ločuje od influencerja, naprimer. In to in se pač postavi pač to vprašanje. Pa ne sem, v bistvu influencer je više na družbeni lestvici, kot on se tega, ker pač ni ničemur zavezan, ker ni pretežek, ker v bistvu nad njim ne vlada sum, da ga plačuje država ali pač kogarkoli. Ta zavezanost, ne, se pravi, ta neka obstoj neke višje avtoritete, ki postavlja cenzuro, mogoče je res tak vidik, no, ki se, po mojem, se mi zdi, da se vsi dotaknili na neki točki proti te cenzure. Kako pa recimo, ne, začel, kako recimo pogledaš pa kako na ta vidika se spreminja zdaj s tem vnosom te svoje ljubiteljske plati, a se ukinja neka cenzura ali je v bistvu pravzaprav na neki skupini ravni v bistvu mogoče še zelo več? Ja, ko sem jaz rekel, pač po mojem direktne cenzure ni oziroma je zelo redka in v zelo nekih specifičnih situacijah, ker verjetno govorimo o samocenzuri, predvsem. Samocenzura pa seveda je prisotna, ne? In kako vplivajo pač ti novi pojavi? Predvsem sem mislil, mogoče se navezal na tisto, ki si omenil na sam pojav cancel culture, ne? Ker v bistvu obstaja ta strah, da te bo platforma ukinila. Tako, ja, okej. In si misliš, mogoče... Ja, glede na to v bistvu, da so te nove platforme oziroma novi ti aspekti promoviranja utemeljeni izključno na hajpu, obstaja seveda istočasno s tem rašte nevarnost, da se bo zgodil negativni hajp. Bolj, kad si hajpan, bolj boš unhajpan ali pa bolj hitreje boš cancelan. Kot pravi stari pregovor, kdor visoko leta, ta nizko pada. Ker tisto, kar dobiš z influencerjem, je res idealna podoba. Jaz si včasih recimo predstavljam
tam nekdo, če neke moje lepe verze promovira in tako naprej, mislim, neko tako specifično, poetično, lepo, nežno vsebino in tako naprej, in me bo nekdo, in me polo označi na družbeno mrežo in me bo kliknil in me bo dodal, se tako bojim, da to osebo razočaral z umazanijo, kar bo videl na mojem profilu, recimo, in tako naprej. Tako da sigurno je nek razkorak, ki lahko vodi v različne skrajnosti s tem večji, ne. V klasični kritiki seveda avtor kot tak naj ne bi bil prisoten oziroma naj bi že zdavnaj mrtev, če pa je že prisoten, pa ga pač razumemo skozi nek človeški vidik. Na vse zadnje Peter Handke lahko dobil Nobelovo nagrado kljub temu, da je fan Miloševića in jaz osebno nimam nič proti temu, ker je zdaj pač pomembno njegovo delo, po drugi strani pa Nobelova nagrada niti ne zanima tukaj. Ampak, ja, sigurno to spreminja pravila igre v neki meri. Ja. Mogoče tle kakšen komentar prav z tega vidika, a je pravzaprav ta ljubiteljskost mogoče še bolj ključen moment res neke cenzure, res nekega omejevanja? Meni se zdi, da obstaja oboje, da obstaja in cenzura in tudi autocenzura. Autocenzura po moje, da vsak, če govorimo zdaj stališča pisanja kritike, vsak jo prepoznava in hendla na svoj način z njo. Tudi odvisno, ali je to samo potem zastavljeno v smislu kako izraziti, recimo, pa se potem mogoče zgodi, da del časa pišeš tukaj, pa čiščeš ta pravšnji, kako povedati, ali se pač mogoče čemu izobiti in tako naprej. To se mi zdi, da obstaja, da je normalno, predvsem zato, ko smo že tolikokrat včeraj in danes omenili, da je pač majhen prostor, pa v misli bi zelo podobno majhni prostori so kjerkoli, verjetno zato, ki se vrtite med sabo, ki to berejo, pozna. Bolj ali vam poznajo, če to ni v nekem dnevnem časopisju, v tujini. Pri cenzuri pa se mi zdi, da je seveda prikrita. In je, tako kot sem včeraj omenila, po mojem mnenju, danes mogoče na zaključku referata, da te stvari se kažejo, lahko jih razumemo kot cenzura, ampak se kažejo kot struktura delovanja, podeljevanja sredstev, recimo pri nas, v našem sistemu za področje književnosti, na Ministrstvu za kulturo in Jaku, kjer pač neke komisije večino morajo pač odbirati to, zakaj bo šel kar denar in vse bolj se na razpisih zahteva podrobnejše napise tudi pri kritiki vnaprej, kaj bo v tistem letu recenzirano, pri tem, da na začetku takrat, ko so razpisi, še niti ne vemo, kakva bo vse produkcija, ki niso vsa knjižna dela najavljena in skratka se mi zdi, da tle in kup teh stvari, ker je potem, če je delo, če gremo v založništvo, če je delo subvencionirano, je potem, če je Jakova podpora, dobiva knjiga, se umesti v Bukle, in tako naprej. Skratka, to si lahko pogledate, ki smo že včeraj govorili, da ne ponavljam. Mi pa odpira še eno vprašanje, to, kar zdaj zadnje minute govorimo, in sicer to, kar smo tudi včeraj odprli in nakazali, da je nek razkorak med to umetnostjo oziroma tem idealno, ko mi razmišljamo kot kritika o teh, bomo rekli, harmoničnih velikih delih, to, kar naj bi nekoč postala recimo klasika, kot sem prej na primeru Jaka govorila o tem, ko je pisal teh, ki so danes klasiki, tedaj so bili pač znani avtorji, tam sredi 60-ih, ko so izdali prve knjige, recimo Šarlom s Poprom. In drugo, hiperprodukcijo in tudi to neko popkulturo in kulturizacijo, to področje kulture, ki se širi in ko je več tudi tovrstnih knjig, ki so morda dopadljive in všečne in dostopne in jih bere veliko število ljudi. Pa zato še vedno se mi zdi, da je to nek utrip časa, ta preproščenost, da če recimo nekih 80-ih bil še diskurs zelo na nivoju, da zdaj pač pada, da je to treba, tudi smo v poeziji se je to kazalo že v 90-ih, s tem bom rekla z jezikom vsakdana, ko bi si poezija šla na ulico in na naš vsakdan in tako naprej in enako potem tudi pri sprejemanju, kakva literatura se objavlja, katera literatura se potem umesti v programe in morda tudi
tudi spodbuja mogoče naprej, ne? Če pač recimo, da kritiki imajo neko mnenje v nekem vsaj ožjem krogu, ali pa pišejo za založbe, nepodpisane ocene knjig, ne, za izbiro programov in tako naprej. Torej, da morda je treba biti pazljiv ali pa paziti, pa da to je spet izmed teh cakne, da ne bi prišlo preveč do teh dveh ravni, da bi se preveč ta poproščenost oziroma ta dopadljivost stapljala vse bolj tudi v to, kar imenujemo visoko kultura oziroma kakovostna vrhunska dela. Okay. To je bilo pred leti, no samo tako kot primer, pred leti je to Mirjam Hladnik na Kresniku izpostavil tudi ta kriterij všečnosti, oziroma berljivosti in tako naprej, in je takrat vem, da kar nekaj pompa bilo. So pa vprašanja, ki gotovo so zanimiva in o katerih mislim, da je fajn, da se prej sprašujemo. Ja, stvarno, čisto ja. Na neki medna ravni, da se znamo lažje spopadati z modernim prostorom. Da ne bomo slučajno predolgi, smo bili upozorjeni, da je bilo včeraj malo mučno. Ne, pa ne. Tako no, za zaključek mogoče še kakšna zaključna misel, mogoče v smislu, a je pol kakšna rešitev v tem, da imamo neko avtoriteto, ki pozna kakšni so kritiki in potem dodeljuje knjige kritikom, evo, ti boš smo dobro pisal, potem pa ti jo podeli pač neko, ki ve, da te bo tudi malo stira vrblati. Jaz se sam tokom debate sem prišel do neke definicije. Cool kritik je tist, kaj iz enega teksta naredi nov tekst, kaj je cool. Malo teološko. Ok, ja to je to. Če je še kakšno vprašanje iz publike, če ne, pač na tej točki zaključujemo in hvala vsem, da ste pač šli sodelovati, hvala vsem, da ste spremljali to prihodnje. Šanja, najbolj se še ena fejtnici. Ali drugačni. Nekaj je treba delati.